Mogoče začnemo malo osebno. No? Poletni meseci so naokrog, čaka nas težko politično leto, čakajo nas vse mogoče volitve, nas pa zanima, če imamo predsednika pripravljenega, če se v poletnih mesecih napolnil baterije, da bo zdržal to leto. Ja, hvala najprej za tako lepo udeležbo, hvala kolegicam in kolegom iz občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Mengeš za idejo, pa za pobudo, za ta pogovor, za organizacijo. Tudi za to, da lahko gostujemo v tej dvorani. Bil sem praktično vseh ali pa večini dvoran po celi Sloveniji, tukaj sem prvič, tako da je tudi to zame še posebno. Zdaj, ko smo se vozili sem, je bila neka taka posebna svetloba v zraku in smo gledali zasnežene Kamniške planine. Tako da, glede to, da je temperatura padla, da smo imeli deževe zadnje tedne, smo že skoraj pozabili na poletje. Poletje je bilo vroče, tudi relativno mirno. Vse, kar se politike tiče, izpeljali smo uspešno srečanje odborov in tudi našletni tabor v Bovcu oziroma Lepeni. Osvojili Triglav, Škrlatica in še nekaj drugih vrhov. In tudi nekaj obrazov tukaj, ko smo se srečali tam poleti. Tako da ja, te energije se je kar nekaj nabralo in mislim, da je mora biti. Pred nami je neko posebno leto, ko bomo imeli vse možne volitve, ki so v Sloveniji. Najmanj en referendum, tako da to bo rekel leto testov, lakmusovo leto za Slovence. Tako da boljše, da smo vsi pripravljeni. Referendumska opravila oziroma čas pred samim referendumom se je praktično že začel, oziroma predčasne volitve že potekajo. V nedeljo nas čaka veliko prva preizkušnja. Kakšne vaše mnenje mogoče, da nam ponovno malo opišete vaše stališča glede samega referenduma oziroma same ideje v drugem tiru, ki nam je ponuja trenutna vlada? No, eno je ideja v drugem tiru in sam drugi tir in vprašanje modernizacije slovenskih železnic. To nisem še srečal nikogar v Sloveniji, ki bi rekel, da ne rabimo boljše železnice, hitrejše vlake. Če pogledate malo v zgodovino, boste videli, da danes vlaki na večini relacij v Sloveniji vozijo približno toliko časa kot pred 100 leti, kot pred Prvo svetovno vojno. Tudi nekatere proge so v podobnem stanju. Tako da to je daleč največji infrastrukturni, finančni zalogaj, ki čaka Slovenijo v prihodnje. Tudi drugi tir od Kopra do Divače je samo en majhen delček tega, kar Slovenija tukaj potrebuje. Ni pa nobene možnosti, da bomo v času naših življenj dočekali, da bodo po naših železnicah vozili hitri, moderni, podobni vlaki, če bomo za 27 km proge dali milijardo pa pol evrov. In zato gre pri tem referendumu. Če bo 70 km proge koštalo vas, nas, to bo šlo z vaših žepov, milijardo in pol evrov, potem, gledajte, ne bomo modernizirali železniškega omrežja še desetletja, ne bo denarja za tretjo razvojno os. Milijardo in pol lahko preplastite vse lokalne ceste v Sloveniji, ki jih je 12,000 kilometrov. Ogromna sredstva so to, dejansko bo to zlati tir. Od vlade mislim, da smo slišali 7 različnih cen. Tam od 700 milijonov do skoraj 2 milijard. Najvišja cena je povedal tisti, ki bi moral biti
najbolj natančen. To je direktor nekega podjetja, ki so ga ustanovili samo za teh 27 km proge Metod Dragonja. Očitno ima vsak svoje politike. Sprejet je poseben zakon za 27 km proge, kar je nepotrebno, posebno podjetje je narejeno. Imamo Slovenske železnice. Slovenske železnice imajo svoje podjetje za gradnjo in vzdrževanje prog. Vse druge proge gradijo ali vzdržujejo Slovenske železnice. Tukaj so ustanovili posebno podjetje za 70 km proge, zato da bo pač te dodatne stotine milijonov, kar ne bi to koštalo, pač lažje preko obvodov spraviti v žepe, ki očitno nestrpno čakajo za to. Torej, glasovanje v nedeljo ne bo glasovanje o tem, ali bomo gradili drugi tir ali ne bo glasovanje o tem, ali smo za ali proti modernizaciji slovenskih železnic. Bo glasovanje o tem, ali bomo Slovenci še naprej pustili, da nam pri velikih projektih zaračunajo dvojne ali pa trojne cene. Na koncu bo to 1000 evrov vsakem od vaših žepov, več kot je potrebno. Zato gre. Zato je treba iti glasovati proti in vse, ki jim je mar za našo prihodnost in prihodnost naših otrok, tudi nagovor, da tja gremo. Ker ne potrebujemo samo dobrega rezultata, ne potrebujemo tudi udeležbo. Tam 320-340 tisoč ljudi morajo in glasovati proti. Danes je zaokrožila informacija, da 50 tisoč volilnih upravičencev še ni dobilo vabil na volitve oziroma na referendum. Kaj pa to? Jaz sem zdaj še več ne dobilo, tudi jaz sem še dobil vabilo. Prihajajo glasovijo z cele Slovenije, da ljudje niso dobili obvestil, da lahko glasujejo oziroma pač tistega listka, s katerim se tudi identificiraš tam. Res je, da to ni obvezno, lahko glasuješ tudi z pač vsebnim dokumentom in tako naprej, ampak tukaj očitno prihaja do neke manipulacije. Zdaj, če ne bi nikomor poslali potem, to je ena stvar, se lahko pogovarjamo o tem, ali je to res potrebno in obvezno, ali ne. Nekdo je to, da je to doslej bila praksa, ampak nekateri so poslali, drugim niso. Zdaj, kdo je izbiral, kdo dobi, pa kdo ne dobi. To je tako enostavno. Ta je, da v Ljubljani so skoraj vsi dobili. Tam, kjer je živim, nismo dobili. Ne vem, kako je tukaj. Vsekakor to ni v redu. Pri referendumu, ker ne gre samo za rezultat, gre tudi za udeležbo. Gre za to, da je za kvorum potrebna četrtina ljudi, ki glasuje proti zakonu, ker je to zavolitveni referendum, potem se ta obvestila pomembna. Pomembno tudi zato, ker že poteka predčasno glasovanje, mogoče koga ne bo gledelo, in s tem, ko ni bil pravčasno razčet, zamudil priložnost, da da svoj glas. No, naslednja preizkušnja, ki nas čaka 22. oktobra, pa so zelo pomembne predsedniške volitve. Slovenska demokratska stranka je dolgo časa skrivala svojo kandidatko, zdaj pa mislim, da imamo zelo odlično kandidatko, sploh po prvih predstavitvah, tako da lahko rečem, da lahko z velikim optimizmom na te volitve. Je pa res, da kandidatov je veliko in se zna še marsikaj, bom rekel, premešati do samih volitev. Ja, seveda, nobene volitve niso dobljene ali pa zgubljene, dokler pač glasovi niso prešteti. Ne samo v Sloveniji, tudi drugod smo že posebej zadnja leta velikokrat videli, kako ankete kažejo eno, volilni rezultat pa pokaže nekaj drugega. Predsedniška funkcija v Sloveniji nima nekih velikih izvršnih pooblastil, nekatere ima. Je pa to seveda neposredno izvoljen predstavnik države in funkcija ima najvišjo moralno avtoriteto per se, samo po sebi. Čeprav aktualni predsednik, gospod Pahor je rekel, da on ni moralna avtoriteta. Zdaj, to je bila najbolj kritika, verjetno, ali samo kritika.
Predsednik si mora prizadevati, da je moralna avtoriteta. On ne more biti neka roka pravičnosti, ker nima izvršilnih pooblastil, to pravičnost izvaja zakonodajna, izvršna in predvsem sodna oblast. Mora pa biti predsednik glas pravičnosti, se pravi, mora opozarjati na stvari. Takrat, ko vsi državljani so obravnavani enako, takrat, ko se sprejemajo predpisi, ki nas delijo na prvo in na drugo razredne, ali pa ko se to dogaja v praksi, ta moč je lahko velika. Po funkciji je velika, v smislu moralne avtoritete. Je pa seveda od osebe, ki to funkcijo opravlja, odvisno, ali to tudi na tej funkciji počne, ali to možnost uporablja, izrablja. Ali to uporablja za to, da pač hodi na razne prireditve in parade in tako naprej, dela tam vtis in se slika in tako dalje, ali pa se oglasi tudi takrat, ko je recimo enakopravnost državljanov pod vprašanjem, ko je ugled države pod vprašanjem, ko je pravičnost na tehnici. To so pomembne stvari. Mislim, da vsi približno, tudi če ne vemo, kaj točno piše v ustavi v zvezi z predsedniškimi funkcijami, približno vemo, kaj se pričakuje od takšne funkcije. Je pa doslej, moram reči, roko na srce, pri prejšnjih predsednikih so bile pač tudi poteze, ki so kazali na to, da se ustava resno jemlje in tako dalje, ampak v celoti vzeto Slovenije doslej nekega predsednika, ki bi bil predsednik za vse, ki bi bil glas pravičnosti, ki bi se izpostavil tudi takrat, ko gre to proti nekemu večinskemu vetru, takega predsednika ali pa predsednice Slovenije še ni imela. Tako da na to še čakamo in jaz mislim, da je Slovenska demokratska stranka z Romano Tomc ponudila kandidatko, ki lahko ta pričakovanja izpolni. Tudi je vstopila v to tekmo takrat, ko se je v bistvu resno začela. Prej so tekmovala razna imena, ki bolj sodijo take druge sfere, kot pa v tisto, kar od predsednika pod predsedniške funkcije zahteva ustava. Tako da prihodnji tedni bodo pač pokazali, koliko smo Slovenci, bomo rekel, še resno jemljemo ustavno vlogo predsednika, koliko je pa mogoče, še posebej ta zadnji mandat, ta pogled na to ustavno funkcijo malo skrivi v tem smislu, da je to bolj tekmovanje po popularnosti. To sta dve precej različni stvari. Dober predsednik je avtomatsko popularen. Ni pa vsak popularen predsednik tudi dober predsednik. Običajno to bolj zgodovina stehta in se pokažejo zadeve. Tako da tudi tukaj bo odločilo udeležba na predsedniških volitvah. Tako kot na referendumu, na zadnjih predsedniških volitvah je bilo v drugem krogu, mislim, da celo pod 50%. Če nekdo zmaga na volitvah, kjer pač nekaj 10% državljanov glasuje, se že po definiciji ne more predstavljati kot pač nekdo, ki ga je izvolila neka prepričljiva večina. Samo udeležba je pomembna, mislim, da bo vplivala tako na rezultat, kot na moralno moč te funkcije. Je pa najbrž tudi čas za žensko predsednico v Sloveniji. Mislim, da je od samega začetka je čas za dobro predsednico ali dobrega predsednika. Spol je tukaj popolnoma nepomembno. Je pa res, da funkcija ne more biti rezervirana samo za en spol. Je malo nenavadno, da se to dogaja. Drugače pa glasovati je treba za najboljšega, pač ne glede na spol. Naslednja preizkušnja, ki je ponavadi, rekel, malo skrita, so volitve v državni svet, skrita v smislu, da rekel, državljani nimajo prav direktne vloge pri samih volitvah.
Je pa državni svet prav tako pomemben, oziroma ljudje, ki so v državnem svetu, prav tako pomembni, ker pač predstavljajo tako ali pa drugače določene skupine ljudi oziroma skupine državljanov. Mogoče se na to premalo poudarja oziroma daje premajhen pomen. Kolikor imam jaz informacije o Slovenski demokratski stranki, dajemo velik pomen tudi tem volitvam oziroma tudi državnim svetom. Ja, čeprav to so posredne volitve, ljudje jih običajno niti ne opazijo, da je večina državnih svetov je sestavljena iz predstavnikov lokalnih interesov, se pravi so predstavniki občin, lokalnih skupnosti in takrat, ko gremo na lokalne volitve in glasujemo za župane in občinske mestne svetnike, takrat v bistvu tudi določimo ta del sestave državnega sveta, ker to, kar se izvoli v občinske in mestne svete, občinski in mestni svetniki pol izvolijo elektorje in ti elektorji izvolijo člana državnega sveta iz tega območja. Vi ste tukaj vidite v tej kamniški volilne enoti skupaj z Litijo, Domžalami in vi izvolite enega, ki vas predstavlja v državnem svetu. Tam so tudi predstavniki sindikatov, gospodarske in obrtne zbornice, kulture, odvetnikov, skratka ne bi to bila neko zastopstvo lokalnih in korporativnih interesov. Zdaj v celoti državni svet od leta 1991 naprej, ko ga je ustava predvidela, ni opravil svoje funkcije, ker se je nekako izgubil v neki proceduri omejenih pristojnosti, tudi raznim kupčkanjem potem, ko je šlo za izvolitve predsednika in tako naprej. Tudi mišljeno je bilo na začetku, da je to neprofesionalni organ, to so predstavniki pač določenih dejavnosti občin, občinski svetniki, županiki, ki niso tam v službi. Zdaj, tekom mandatov pa se to vse bolj razraslo, pa najprej bil predsednik profesionalen, pa potem sekretar, pa potem neki že predsednik iz nekih komisij. In zdaj je to že tako malo prevečno. Eno funkcijo relativno dobro opravlja, to je ta korektivna, se pravi, če parlament izglasuje nek zakon, s katerim se večina državnih sveta ne strinja, lahko državni svet da veto na ta zakon in potem mora državni zbor o tistim zakonu še enkrat glasovati in potrebuješ absolutno večino za to. Drugače za navadni zakon pač večina poslancev, ki so prisotni na seji, če se je sklepčna, odloči. Če pa državni svet da veto, mora pa potem koalicija zbrati za tak zakon najmanj 46 glasov. To je včasih, če so stvari nekje na meji, tudi vprašanje, če je nek zakon tudi težko usklajen koalicije, to lahko kar težavo. Nekajkrat se je pokazala ta korektivna funkcija kot zelo dobra. So državni svetniki preprečili, da je nek škodljiv zakon stopil veljavo in se je to potem popravilo. Mislim, da so ravno danes dobili še eno tako priložnost. Ravno v tem času mi smo to glasovanje sicer obstruirali, ker je stvar precej šokantna. Ravno pol ure nazaj je državni zbor sprejel nov zakon o kazenskem postopku, ki, rekel, vaše pravice, naše pravice, rekel, precej omejuje. Zdaj, tako imenovana pravna stroka v Sloveniji je redko, kdaj je enotnega mnenja. Tokrat pa je, da je to škodljiv zakon. Minister ga je k temu forsiral. Gre za to, da se vam lažje prisluškuje, lažje spremlja vaš telefonski promet, da s policija zaslišanje, to že potem lahko dokaz v kazenskem postopku. Se pravi, nekaj tacga, kar je pri nas veljalo po zakonu o kazenskem postopku iz leta 1948, kar je bilo kasneje glavnem makneno tudi iz te procesne zakonodaje v bivši Jugoslaviji.
ne vem, kaj je padlo na ministra, da ali pa bi mu je to narekoval, da je to sprejel, no, stroka je bila proti, policija je enotno stala za, saj ko je izgledalo za tem zakonom, danes je popoldan enkrat ministrica za notranje zadeve objavila javno pismo, ker je zakon raztrgala, povedala tudi, če prej se to ni vedelo, da je na vladi glasovala proti. Na koncu so tudi poslanci SD iz nekega drugega razloga glasovali proti, tako da je bilo glasovanje 30-20 nekaj tazga in če bo zdaj državni svet dal veto in mislim, da ga bo, na naslednjem glasovanju koalicija mislim, da ne bo zbrala 46 glasov in bo ta škodljiv zakon padel. Ne pa seveda po stari praksi v Sloveniji noben odgovarjal, da smo izgubili nekaj dni časa z razpravami in z prepiri okrog nekih stvari, ki enostavno v pravni red ne sodijo. Tako da državni svet bo, volitve so novembra. Lahko do konca ta sestava državnega sveta bo do konca tega mandata lahko opravila še vsaj dobro delo. Jaz upam, da se bo to zgodilo. Da bodo odigrali svoje vloge. No, naslednji dogodek oziroma praktično največji fokus, kar se tiče naše stranke, so pa parlamentarne oziroma državnozborske volitve, ki nas čakajo predvidoma junija naslednje leto. Ni skrivnost, da se stranka intenzivno pripravlja na te volitve, da vsi skupaj vlagamo veliko energije in da računamo na dober rezultat. Res pa je, da mediji nam mesečno strežejo z različnimi anketami in skušajo maksimalno vplivati na mnenje volivcev, da ne bi še prišel čas za desno vlado. Ja, zdaj pač to ni še bil volilni mrk. Z anketami je tako, da na koncu lahko volitve ali volilni rezultat vse ankete postavi na glavo ali pa tudi ne. Zdaj neke trende se da ugotoviti z tem merjenjem javnega mnenja. Ni pa preč pametno, da se zanašaš na ankete. So neko opozorilo. Naslednje volitve so lahko popolnoma drugačne, kot kaže ankete. Rezultat naslednjih volitev bodo krojili tisti, ki na prejšnjih volitvah niso glasovali. Smo tudi velike težave, da tem volitvam v državni zbor leta 2014 rečem volitve. To niso bile volitve, to je bila neka ukradena maškarada, ki ni izpolnjevala osnovnih kriterijev, ki jih od volitev zahteva organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi. Če mi ne bi v Evropski uniji, če bi bili pri nas tuji opazovalci leta 2014, bi spremljali tako volilno kampanjo kot medijsko stanje in vse ostalo, kar recimo spremljamo mi, ko gremo v Kirgizistan ali pa v Uzbekistan nadzorovati volitve, ne bi dobili pozitivne ocene. To so bile pač izgoljufane, ukradene volitve. Tudi v tistem delu, ker se je volilo, ampak glavni problem teh volitev je v tem, da polovica ljudi ni volilo. Polovica ljudi ni volilo in tukaj je spet prišel do izraza tisti star pregovor, še iz stare Grčije, ki prav slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo. Slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo, ne gredo na volitve. Vsi med vami poznate ljudi, ki se danes pritožujejo nad vsem živim, ampak takrat pa niso šli voliti. Pa morda tudi daj prej niso šli. V formalni demokraciji, in to hvala Bogu še vedno imamo, vsak glas odločen in vsak glas je enako vreden.
koncu na glasovnici nič ne piše, ali je pač za ali proti, ali pa ime nekega kandidata, obkrožil nekdo, ki je univerzitetni profesor, ali pa nekdo, ki ima na računih desetine milijonov evrov, ali pa nekdo, ki je brez premoženja pometa cesto, ali pa nič ne ve. Glas je enako težak. To je ključna številka v demokraciji, številka 1, en glas. Noben nima več kot enega glasu. In seveda, če tisti, ki pretežno niso zadovoljni stanjem, ne glasujejo in mislijo, da s tem protestirajo proti tem stanju, je to največja zabloda v demokraciji. Če nisi zadovoljen s stanjem, ne greš na volitve, v bistvu podpreš ravno to, da se bo takšno stanje nadaljevalo. Torej, odgovor na vprašanje, kakšna bo Slovenija v prihodnje, bomo verjetno naslednje leto na teh volitvah v državni zbor, najkasneje junija, dobili, ko bomo videli, koliko teh ljudi, ki pred 4 leti, 3-4 leti ni glasovalo, bo zdaj glasovalo. To je ključna stvar. Če samo en dober del teh, ki takrat ni glasovalo, zdaj voli, je lahko slika popolnoma drugačna, kot je kaže ankete. Ker ankete merijo razpoloženje med tistimi, ki na ankete odgovarjajo. Nihče ne more ugotoviti razpoloženje med tistimi, ki na ankete noče odgovarjajo. Teh je veliko. Tako da je to anketiranje po telefonu je še vedno pretežno ugibanje. Še posebej, če je neka volilna namera nizka, če polovica ali pa 40% ljudi pravijo, ne bo šel na volitve. Vemo, kje smo in vemo tudi, kje je odgovor na vprašanje, kako stvari popraviti. Ljudje morajo dobiti občutek, da lahko svojim glasom nekaj spremenijo. En pomemben lakmusov papir, en tak preizkus. Ali pa prvi odgovor na to vprašanje bomo dobili v nedeljo. Če bo udeležba na referendumu o financiranju drugega tira nizka, potem bomo videli, da Slovenija še spi. Da so bile budnice preblage. Če bo višja, potem bo to dobri obeti. Bolj kot katerekoli ankete bomo lahko sklepali, bo predvsem udeležba na tem referendumu pokazala, ali ljudje malo za to, kar se z njimi dogaja, ne. Ali so pripravljeni, da nekim gradbenim tajkunom vsak 1000 evrov iz svojega žepa, ali ne. In če ste pol, recimo, da bo ta zakon obstal, s to investicijo, bodo križi in težave v vsakem primeru, če bo šlo po tem zakonu, bo to preplačano. Bo tudi polno ostalih zgodb, kot so bile pri gradnji avtocest, ki smo jih preplačali, pri Tešu, ki smo ga preplačali, razne afere bodo prihajale na dan, takrat boste srečali ljudi, ki se bodo čudili in zgražali nad tem, vsakega od njih vprašajte, ali je šel na referendum. Mogoče bo kdo na tisti točki povedal. Številke, ki jih plačuje na položnicah za neudeležbo na volitvah ali pa na referendum. To je ključna stvar. Zdaj, če se karte mešajo samo znotraj tega polovičnega volilnega telesa, kot ga zdaj zajemajo ankete ali pa kot je šlo na volitve leta 2014, do nekih strateških premikov ne more priti. Ker je to v 80% prepričevanje prepričanih, pa prelaganje še posebej na tem tako imenovanem levem spektru. Prelaganje glasov iz
po komandi, pač iz ene liste na drugo. Danes morajo voliti za zares, volijo za zares, potem morajo voliti za listo Zorana Jankovića, volijo za listo Zorana Jankovića. Na naslednjih volitvah ta lista sploh ne pride v parlament, čeprav je prej zmagala, se voli za listo Mira Cerarja. Pravi, tam v glavnem prelagajo te glasove in to uspeva kot manipulacija, zato ker je udeležba nizka, ker pač neke kritične mase, ki bi to spremenila na volitve enostavno. In moram reči, da so se zelo potrudili za to, da veliko ljudi ali pa da polovica ljudi v Sloveniji ne verjame v moč svojega glasu. Če pogledamo volilno udeležbo po državah, ker je rezultat volitev manj pomemben kot v Sloveniji za njihovo prihodnost, vidno, da je višja. Mnoge zahodne države imajo celo obvezno udeležbo. Nizozemska, ki je ena najbogatejših držav, ima obvezno udeležbo. V Italiji, če ne greš na volitve, nisi upravičen do državne službe, nisi upravičen do socialnih transferov. Avstralija ima obvezne volitve, Argentina ima obvezne. Mnogo držav ni obveznih volitev, ima pa to pogoj za to, da potem ti participiraš na nekih javnih sredstvih, kar je pač normalno, ko se vzdržuje neka kredibilna demokracija. Zdaj, če pri nas to predlaž, bodo rekli, to je pa tako koliko je bilo v komunizmu, takrat so bile tudi obvezne volitve, še kaznovan, če nisi šel. Tisto pač niso bile volitve, ni bilo izbire različnimi opcijami in ne moreš to primerjati. Če takrat nekdo ni še bil to res glas protesta, če pa danes nekdo ne gre, pa to glas strinjanja situacijo ali pa glas neumnosti, ker pač ne razumeš, da lahko nekaj spremeniš. Vsaka stvar, ki dvigne to samozavest ali pa nacionalno samozavest, pripomore k temu, da se ljudje bolj zavedamo ali pa da se ljudje bolj zavedajo te svoje moči, ki jo imajo, ki jo imamo in da pol to tudi odraža. Tudi zmaga slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu prispeva k temu. Če kdo mogoče misli, da to nima nobene veze, ima veliko, pa tega vsi veseli zaradi dveh razlogov. Spoženih pri parlamentarnih oziroma državnozborskih volitvah lahko rečemo, da so poslanci Slovenske demokratske stranke v tem sklicu dobro upravljali svoje delo. Pač odpirali so vprašanja, sploh recimo preko dveh komisij, ki jih je vladajoča struja želela utišati oziroma da se o njih ne bi govorili. Zdaj pred nami oziroma v toku je tudi poskus, da bi se utišala zadeva, kar se tiče pranja denarja preko NLB-ja. Predstavlja se oziroma želi se ustanoviti drugo komisijo, čeprav imamo Logarjevo komisijo, ki bi lahko to pregledvala. Tako da očitno se skuša skriti zadeve, ki pač niso vredne, čisto enostavno povedano. Kaj lahko naredimo oziroma kaj vi kot poslanci delate, da bi se stvari, bom rekel, razkrile in obelodanile? Kaj lahko, ne? Ta primer, ki ste ga omenili na začetku, je tudi eno teh lakmusovih papirjev o tem, kakšna bo naša prihodnost. Zdaj, pri tem pranju denarja za državo, ki je glavni finančni sponzor enega dela islamskega terorizma, gre za milijardo evrov, gre za velikansko vsoto denarja. In zdaj, ko rečeš milijardo evrov, večina ljudi to ne prizadane, si ne predstavljamo, kaj to sploh je. Če rečeš 5000 evrov nekdo ukradel, to vsak ve, koliko to je. Svo nekje piše, največja slovenska državna banka je za Iran, ki je bil pod trojnimi sankcijami oprala milijardo evrov, to je tam nekje. Zdaj, milijardo evrov je veliko denarja.
To je več kot 10% našega proračuna. Ta iranska finančna institucija, ki so jo naredili za to pranje denarja, denar pa je prihajal iz Iranske državne banke, ki je bila na črni listi Združenih držav, OZN in Evropske unije. Ta iranska firma je bila prvi komitent Nove Ljubljanske banke, največji komitent, največja stranka v letu 2029. Spravi, več denarja so prelili preko Nove Ljubljanske banke kot Petrol, Krkal, kjerokoli drugo veliko ali pa majhno slovensko podjetje. Majhno nekaj pač. Nima toliko prometa. Potem, ko so bile težave, ker so mnoge tuje banke začele zavračati te transakcije, so ustanovili še eno firmo in ta je bila tretji najvišji komitent, največji komitent. Gre za nepredstavljivo zadevo. Zdaj stvar je potekala tako, pač iranska državna banka je preko te bypass firme nakazovala denar na Ljubljansko banko v velikih vsotah, tudi po 80 milijonov na mesec ali to več. Tukaj so pa to potem razbili na manjše vsote, skupaj 2 letih na 35,000 različnih računov, v glavnem po vzhodni Evropi in po Združenih državah, ker na Ljubljansko banko so rabili za to, da so izvajali te transakcije znotraj evrosistema. Iran je lahko plačeval stvari v Rusiji ali pa v Indoneziji direktno, ker tam so se na sankcije požvižali ali pa jih niso priznavali. Dočim v Ameriko in pa v Zahodno Evropo pa seveda ni mogel, niti direktno, niti preko ruskih ali pa kazahstanskih bank ali pa turških. Moral je preko ene od bank, ki je del evrosistema, ker te transakcije pač so manj sumljive, se ne gledajo, je lažje. In zato je ta stvar tako šokantna tudi. Zdaj, strokovnjaki pravijo, da so marže za takšno raboto, sedaj tisti, ki to omogoči, služi 30 do 50%. Zdaj, pri milijarde evrov so ljudje, ki so omogočili, da se je to počelo preko Slovenije, na neke svoje račune dobili tam od 300 do 500 milijonov evrov. Stvar je tekla 2 leti. Tekla je tudi potem, ko so številne tuje banke začele zavračati te transakcije. Ko so obveščevalne službe večine evropskih držav začele preiskovati to zadevo, zahtevale naših služb podatke. Cel ta sistem, ki je bil vključen v to zadevo, to ščito, Urad za preprečevanje pranja denarja, ki so ga obvestili bančni uslužbenci, ki so bili šokirani, da morajo nekaj takega početi. Se je delal gluhega in norega, ko so ga tuji uradi za preprečevanje pranja denarja spraševali, kaj se dogaja, kako je možno, da takšne transakcije prihajajo iz banke v Sloveniji. So gospodje na tem uradu bodi si pošiljali nepopolne odgovore ali pa so zahtevali dodatna pojasnila in na koncu rekli, smo preverili, vse je bilo v redu in tako naprej. Policija je začela zadevo preiskovati šele po letu pa pol, ko so pač že policija z drugih držav pritiskale na zadevo. Ampak so v enem tednu ugotovili, da ni šlo za kaznivo dejanje. Banka Slovenije je še na pritisk od zunaj prepovedala to po letu pa pol, pa je potem to še teklo nekaj mesecev, dokler niso vsega naredili. Takratni slovenski državni vrh je bil o tem obveščen, pa ni nič naredil.
Irancem so dali celo proklik, tisto lahko svoj računalnika nakazuje vsote. Seveda, če ste vi hoteli milijon preko proklika nakazali, boste imeli velike probleme, pred bo transakcija izvedena, bodo vse preverili, pa trajalo nekaj časa, banka lahko zadrži za 48 ur, ne da bi vam mogli to pojasniti. Tle so pa milijone nakazovali in tisto, kar je še posebej zanimivo, je to, da je uprava banke Irance oprostila plačila provizij na te transakcije. Niti banka ni zaslužila s tem. Ker je zguba 10-15 milijonov samo na tem. Te nakazovali so to na, kaj se je plačevalo s tem, mogoče se razumejo, ne to ključno. Iranci so preko Nordijske banke plačevali svojo agenturo na zahodu, se pravi ljudi, ki jih imajo po raznih institucijah v Ameriki in v Evropi, med drugim agenta v Evropski agenciji za vesoljske raziskave, v centru za jedrske raziskave, jasno, to je zanimalo, plačevali so sredstva za izdelavo jedrske bombe, sredstva za izdelavo kemičnega orožja, ni da ni. Vse tisto, kar ne bi smeli, je šlo preko Slovenije. In agente so plačevali tako, da je pač nek njihov agent na lažno ime odprl račun, ali pa na pravo ime odprl račun pač neki banki v Parizu, recimo, iz Ljubljane so mu nakazali 500.000 evrov, on ga je zaprl, na nakazilo je pa sem pisala številka računa, spodaj pa Janka Racman, Niki Miška in podobne stvari, tako da ni bilo možno potem niti imena iskati. Nobena normalna banka take transakcije ne izvede, tukaj so jih izvedli preko 30.000. Zdaj tisto, kar je pa dve dramatični vprašanje izhajata iz tega. Prvič, to je vse dokumentirano, ta Logarjeva komisija je pač bolj slučajno to dokumentacijo dobila, vsi računi, vse nakazila, vse obvestila, vse je pač tam. Stvari so tako očitne, da je komisija soglasno sprejela zaključke. Prvič v zgodovini parlamenta se je zgodila, da je neka preiskovalna komisija soglasno sprejela zaključke, ker pač enostavno ne moreš reči, če je to tam črno, da ni črno. Vprašanje pa je, kaj bo zdaj, ker v četrtek in petek je razprava v Državnem zboru, torej glasovanje, kakšno bo glasovanje. Ampak dva dramatična zaključka izhajata, pa vprašanje izhajata iz vsega skupaj. Prvo je, kako je možno, da je bila slovenska država praktično ugrabljena za to krvavo raboto, ker s tem denarjem so bile financirane bombe, ki so pokale okoli, ljudje so umirali, Iran predstavlja strateško grožnjo. Kako je možno, da tisti, ki morajo to preprečiti, tega niso naredili. In vsi, ki so bili tukaj pleteni, bi morali to preprečiti, so na nek način napredovali. Od tistih vodilnih v banki, ki so to mogoče izvajali, do ljudi v policiji, banki Slovenije, vsi, ki so bili okoli 200 ljudi je bilo neposredno vpletenih v zadevo. Noben ni bil niti v disciplinskem postopku, kaj še v kazenskem postopku, vsi so napredovali. Vsi so napredovali. Ljudje, ki morajo to preiskati, so danes, kateri so predstavniki Slovenije v Europolu ali pa v Interpolu, kateri so vodstvo policije, MPU-ja, na tožilstvo, šef MPU-ja takrat, ki bi moral to preiskati, je danes šef posebne tožilske skupine. Skratka, ni da ni. Se pričakuje, da bodo ti isti ljudje zdaj, ko so še na višjih položajih, sami sebe preiskali. To verjamem.
lahko, ampak ga uniči iz tega. Zdaj še hujše vprašanje pa je, kako deluje ta denar, ki ga je mafija zaslužila s tem. 500 milijonov evrov je toliko denarja, da lahko tisti, ki s tem razpolaga, na enega volivca v kampanji zapravi toliko, kot mi na enega kandidata. Ne dobesedno si lahko, kako je volilni glasovi. Ta je tisoče načinov. Da več ta denar, to se je dogajalo 2009-2010, so bile dvoje državnozborske volitve in ta denar je sigurno pač deloval. 200 milijonov evrov danes niso vredni vsi slovenski mediji skupaj, vse institucije, ki vplivajo na javno mnenje, vsi novinarji skupaj. Del tega fonda pa še vedno nekje deluje in to ne bo raziskano, je legitimnost volitev v Sloveniji pod velikim vprašanjem. Glasovanje o teh, dve poročili sta, ena je poročilo Logarjeve komisije o sami tej kriminalni roboti, druga je poročilo Komisije za nadzor nad tajnimi službami, kjer je pa opisano, kaj so počeli tisti, ki bi morali to odkriti in preganjati, pa niso, točno kako je to teklo. Tudi to poročilo je bilo sprejeto soglasno v tej komisiji, tudi jaz član. Tudi poslanci koalicije so bili brez besed, ko se je videl, kaj se je dogajalo. Videli pa bomo, kako bo ravnal zdaj državni zbor. Če državni zbor sprejel obe poročili, potem naslednji dan morajo vsi, ki so bili to vpleteni, odstopiti. Sicer bodo dobili nalog, da preiščejo sami sebe. Se ne bo zgodilo, tako da naslednji teden bo izjemno zanimiv. Četrtek, petek, torek bo glasovanje. To bo dejansko lakmusov papir za to, kaj se bo dogajalo v naših prihodnosti. Zdaj, znaki, da se skuša vse skupaj, da se taška, po domače rečeno, so očitni. Predsednik parlamenta Milan Brglez je omejil razpravo na najkrajši možni čas. Večino gradivo so označili za tajnega in zaupnega. Ampak po poslovniku sklepi ne more biti zaupni, vsaj to ne, in pač neka razprava bo, če jo ste spremljali, boste lahko veliko izvedeli. Ustanovili so še eno komisijo, ki ne bi to isto preiskala. Ne vem, kaj bi ta komisija sploh še lahko preiskala, ker je pač vse odkrito. Lahko pa se da ustanovitev te komisije, in to je največja nevarnost, uporabijo kot izgovor za to, da tega poročila ne sprejme. Bodo rekli, smo ustanovili novo komisijo, ki bo to celovito preiskala, zato ne bomo glasovati za to poročilo. Jaz nekega drugega logičnega namena v tem početi enostavno ne vidim, ker je sicer brez tega razloga pač idiotsko. Zdaj, če boste obe poročili sprejeti, se bo začeli stvari odvijati, potem pa obstaja še neko upanje, da bilo veliko ljudi v tudi recimo aktualni vladajoči koaliciji enostavno zavedeno z vsem tem, kar se je dogajalo in da niso bili neposredno kupljeni. Skratka, rezultat tega glasovanja bo zelo, ga bo zaspraviti in dati v okvir. Predvsem pa potem ravnanje. Čas je ravno še dovolj, da ta vlada pokaže, da to resno raziskuje in se rezultati pokažejo do volitev. Če bo to naredili, bo tudi stranka modernega centra v naslednjem parlamentu, drugače mislim, da je ne bo. Prej ste omenili, da si lahko pogledamo dogajanje v državnem zboru. Ste
Slišimo pa recimo, da eno televiziji, ki uspešno prebija to medijsko blokado, je dobila prepoved prenašanja sej oziroma prenašanja dogajanja v državnem zboru, predvsem zaradi prenašanja dogodkov, ki jih mogoče Slovenija 3 ni oziroma ni želela prenašati. Kakšen je vaš pogled na to omejitev, ki ne bi bila pač dostopna teh informacij? To mislim, da ste že nekaj napisali, da po zakonu pač lahko vsaka televizija se priklopne ta parlamentarni kanal. No, Slovenska demokratska stranka se je borila 15 let. Prej je bil sprejet zakon, ki nalaga nacionalni televiziji, da na posebnem kanalu prenaša tudi dogajanje v parlamentu. Mislim, da smo bili zadnji v Evropi, zadnja država v Evropi, ki je vam omogočila, da lahko spremljate, kako se sprejemajo zakoni in druge odločitve v zakonodajnem telesu. Zakon je določil, da pač državni zbor to omogoči in da nacionalna televizija pač seje državnega zbora mora prenašati. Delovnih teles se vseh ne da, ker jih je pač istočasno, je pač to izbira. Ostale televizijske postaje pa lahko tudi prenašajo, če želijo, se lahko prosto priklopijo na to infrastrukturo in prenašajo pač. Več jih prenaša, bolj bodo ljudje obveščeni. To je jasen skupni interes. Zdaj, ta stvar je na tej točki delovala, dokler ni bilo nobenega drugega, ki bi še to prenašal. Ko se je pa pojavila Nova TV, pa nekrat kup težav. Najbolj so imeli tehnične težave s priključki, podla slaba slika, pa vse živo se je nagajalo. Zdaj pa enostavno predsednik državnega zbora določil, da kdor hoče še prenašati, se mora dogovoriti z nacionalno televizijo, če da so oni zdaj nekaj obnovili opremo in da se tam zmenijo s plačilom in tako naprej. Čeprav v zakonu jasno piše, da mora državni zbor zagotavljati signal pa lahko javno kdor hoče. In poslovnik državnega zbora tudi piše, da je treba vsem omogočiti enake pogoje, tako kot nacionalki, tudi vsem ostali. Zdaj, ko smo to malo izpostavili, je nek status quo, formalne prepoved, ampak še vedno se da prenašati. Zdaj je nezakonita. Njihova težava je pa v tem, da se je začelo manipulirati. Če so ob isti uri 3 delovna telesa, enem je recimo nekaj zelo zanimivega za vas, se obravnava neka stvar, ki je neprijetna za vlado, na drugem je pa neka relativno nepomembna zadeva, ki nikogar ne zanima. Je nacionalna televizija praviloma prenašala tisto, kar bi nikogar zanimalo. Ko je potem Nova TV začela prenašati na tisto, kar je pa druge zanimalo, je pa jasno, da so pa gledalci šli tja in to jih moti, ker ni možno več cenzurirati zadeve. Nacionalka je tudi takšne se je posnela, pa jih je po tem posnetku predvajala, ampak obenih ponočkov, med nami spi. Ko je konkurenca pač potegnila vse tudi gledalce, so pač začeli nagajati. Spet nekaj, kar po moje se nikoli še ni dogajalo kakšni drugi državi z parlamentarno ureditvijo, pri nas pa se tudi to dogaja. Vsej teh prenosov, gledanost teh prenosov ni ravno veliko. Ampak možnost je, volivci imajo možnost, da gledajo in nacionalna televizija imamo tudi za to. Če bo naša nacionalna televizija škoda izgubljati besed. Smo Evropsko prvenstvo v košarki niso prenašali. To ste morali gledati na komercialnem kanalu, ki ga ne plačujete, posredno mogoče taj kabla.
nacionalno televizijo, kjer plačujete vsi odjemalci električne energije vsak mesec, pa tega pač ni prenaš. Dobijo pa na leto skoraj 100 milijonov evrov vašega denarja. Kako pa gledate na vpliv drugih medijev, smo že ravno pri medijih, dejstvo je, da tisti mediji vse bolj izgubljajo preko moč, da se javno mnenje oziroma moč nad javnim mnenjem širi na splet, informacije hitro krožijo. Vi ste tudi, bom rekel, aktiven twitteraš, se pravi, koristite orodja oziroma se poslužujete orodij, preko katerih lahko dejansko svoja stališča, svoje mnenja v trenutku izražate. Kakšen je po vašem mnenju ta vpliv na javno mnenje oziroma kaj lahko pričakujemo od teh medijev bodoče? Zdaj, raziskave kažejo, da približno 50% vpliva na javno mnenje še vedno prihaja prek televiziji. 30% preko interneta, 12% preko radijskih postaje, ostale pa tisk. Zdaj, od tiska je na dvolo zgolj še rumeni tisk, tabloidi. Vse ostalo je neprofitno, se ne živi več, razen če to financira. Mislim, predvsem na dnevnike, ni dnevnika, ki bi preživel z bralci, pa z naročnimi. Mislim, da nikjer več, ne samo v Sloveniji, ne pa zelo nadesno. In ta trend se še naprej spreminja v tem, da z vsako novo generacijo vpliv interneta raste. Televizija rahlo pada, radio ne pada, zaradi tega, ker se veliko vozimo v avtu, možeš gledati televizijo, lahko poslušaš radio. Mnogi to poslušajo tudi v pisarni, tako da radio ostaja, to vpliven medij. Tisk pa ne, to je še mogoče 30 let, potem ne več postaja. Tukaj je to zanimljivo, tako da če si novinarji na delu predstavljajo, da imajo kak vpliv na javno mnenje, živijo v velikih iluzijah. Imajo pa velik vpliv na javno mnenje nacionalna televizija, Pop TV, pač te televizije, ki imajo velik delež gledalcev in to so v Sloveniji tudi orožja manipulacije. To so najboljše orožje manipulacije. To stanje se ne bo spremenilo, dokler ne bo neke resne konkurence in upajmo, da ta nastaja, da ta raste. No, to je po mojem tudi eden od načinov, kako mlade nagovoriti oziroma spodbuditi, da se aktivno odigrajo svojo državljansko vlogo, ker znano je, da tudi mladi so dosta apatični, kar se tiče svoje politične aktivnosti, ampak vsaj teh minimalnih državljanskih obveznosti, ki jih imajo. Mladi vemo, da se poslužujejo predvsem teh elektronskih medijev oziroma koristijo predvsem to komunikacijo, tako da to je sigurno tudi eden od načinov približati se tej populaciji. No, ena od velikih katastrof, ki je zadela slovenski narod v času po osamosvojitvi, je tako imenovana Gabrova šola. 12 let vladavine LDS-a in Slavka Gabra na ministrstvo ali v ozadju, ministrstvo za šolstvo, sta nek okvir, ki ne bi v šolskem sistemu predstavljal tudi neko orodje za oblikovanje svobodnega, samozavestnega, avtohtonega državljana, popolnoma izničen. Da bi se skušali se to malo korigirati,
ampak to, kar opažamo kot ta manko, ki ste ga omenili pri mladih generacijah, je v glavnem posledica tega vpliva. Tako imenovane neideološke šole, ki je bila najbolj ideološka, kar je bilo možno. Predvsem stran mlademu človeku priskutiti misel na to, da bi pa mogoče on pa šel na volitve pa nekaj odločil. Stran od tega z vsemi možnimi sredstvi. In to ima sveto druge kvarne posledice, razen tega. Jaz sem bil v mnogih državah, kjer smo še posebej v času, ko smo se pripravili na vodenje Evropske unije, proučevali njihove šolske sisteme, način, kako recimo neka Nizozemska ali pa neka Švedska, Finska, če hočete, preko teh vzvodov, na kjer ima vpliv država, državljanske vzgoje in tako naprej, vpliva na formiranje osebnosti državljana, človeka, ki bo odločal, ki ne bo svoj pričakoval nekaj od države, ampak bo sposoben tudi odgovornega ravnanja in sposoben tudi zahtevati svoje pravice. Takrat smo ugotovili, da smo mi mogoče na nekih točkah padli celo pod nek nivo leta 1991. In to se ni dogajalo slučajno. Zdaj, ta nova tehnologija, internet, družabna družbena mreža, kako hočete to imenovati, omogoča neko tehnologijo, da se to malo popravlja. Se da preko tega pač lažje nagovorno, posredno priti do tega, da nekoga spodbudiš k razmišljanju, da se vpet neke trende in to razširi. Čeprav to je zasilna rešitev. Mi plačujemo cel sistem za to, da vzgaja odgovornega državljana, pa še danes tega glave ni. Zdaj, kako boš ti pričakoval, da bo nekdo odgovoren državljan? Če skozi cel šolski proces niti dobro ne zve, da je Slovenija nastala, kaj je bilo prej, če je to vse neka kontinuiteta, potem dobijo 100 predsednico vlade, še na Bratuško, ki ni vedla, da se je Slovenija osamosvojila, da je sprejela prvo ustavo. Čizis, ne? Ni čudno, da je marsikaj tako kot je. No, na eni strani imamo mlade, na drugi strani imamo pa starejšo generacijo. Vsi se predstavljamo in prihajamo v leta, ko si bomo, recimo, temu zaslužili ustrezno pokojnino, sicer rek pravi, ne, ni važno, kakšna je, ampak koliko jih je, ne, ampak dejstvo, da je to treba preživeti, ne. In dejstvo je tudi, da pri nas upokojenec z 40 let poštenega dela ne more preživeti. Po drugi strani pa paradoks, da pa stranka, ki naj bi zastopala upokojence, uspešno kroji politiko Slovenije že vrsto let, se pravi... Uspešno jaz ne bi rekel. Uspešno v smislu, da ruši vlade. Dragovaj se hoče reči. Kaj storiti oziroma kaj pa Slovenska demokratska stranka na tem področju pripravlja, kaj spremeniti oziroma kako preko ta trend obrniti, da bojo ljudje dejansko lahko pričakovali, da po 40 letih, ko so utrujeni od dela, da preživijo tista svoja upokojenska leta, da si lahko vsaj nekaj privošijo, ne da gledajo iz meseca v mesec. Ja, najprej treba reči, da ni za vsemi tako, ne. Imamo tudi izjemne pokojnine, te je veliko, 10 000, če bi se šteli. Imamo
pokojnine, ki izhaja iz beneficiranega staža, ki je bil nezaslužen v bivšem režimu. Povejte mi, v čem si je nek jugoslovanski carinik zaslužil beneficirano pokojnino, ki je danes dobiva. Ko je če imel privilegij in koristi od tega, ko je zafrikal tam ljudi na meji. Da ne govorimo o jugo-oficirjih in uslužbencih službe državne varnosti in tako naprej. Nikomor se ta beneficija ne vzela. Zdaj, če pa pogledam z drugega vidika, je pa tako, da je zdaj najbolj konkretno odraz te delitve na prvo in drugo razredne v Sloveniji. Dejstvo, da ima več kot 200,000 slovenskih upokojencev pokojnino nižjo od minimalne plače. To je daleč največja kolektivna krivica, ki v Sloveniji obstaja. Del tega je seveda na račun tega, da imajo nekateri drugi preveč. In to se da z glasovanjem popraviti. Se morate imeti večino v parlamentu. Zato. Če imate v koaliciji Desus, tega ne morate. Ker Desus ne ščiti upokojencev, Desus ščiti ta privilegiran sloj upokojencev. Če gledate televizijo, bodite pozorni takrat, ko vam kažejo izvršilni odbor ali pa svet Desusa. Tisti starejši boste prepoznali znane obraze iz prejšnjih časov. Tam ni benga, ki bi imel 700 evrov pokojnine. To so ljudje, ki so bili privilegirani prej in so prvorazredni danes. Imajo svojo stranko zato, da na račun tega, da se imenujejo stranko upokojencev, ščitijo svoje privilegije. Vedno, ko so ti privilegiji ogroženi, tudi rušijo vlado in kjerokoli koalicijo, preprečijo, da bi se kaj spremenilo. Tako da to ta stranka, tako kot je ena od velikih nesreč, ki je zadela Slovenijo. Seveda pa zgolj za neko prerasporeditvijo, ker bi se uporabil bolj pravičen model, večino tega problema ni možno rešiti. Pokojnine se lahko povečajo predvsem tako, da je v Sloveniji več zaposlenih, da imajo ti višje plače, da je več kvalitetnih delovnih mest, da je več investicij, da je večja gospodarska rast, ker imamo tako imenovan solidarnostni pokojninski sistem, kar pomeni, da vsak mesec tisti, ki so zaposleni, plačujejo od svojih plač določen delež v pokojninski sklad in z tega se izplačujejo pokojnine. Več je zaposlenih, večje so njihove plače, večji je ta delež, večji je pokojninski sklad, večje so pokojnine. V našem mandatu 2004-2008, takrat je veljalo načelo usklajevanja pokojnin s plačami, takrat so se plače realno povečale za 24% v 4 letih in za toliko so se povečale tudi pokojnine. Pa tega noben novinar ni omenil na soočenjih, ki smo jih vedeli pred volitvami leta 2008. To je pač bokvatno. To, kaj omeniti. Če zdaj vlada uskladim na rekovajih pokojnine in dobite 3 evre več, je to glavna novica. Je to glavna novica. Torej, to nesorazmerje v slovenski pokojninski politiki je daleč največja kolektivna krivica, ki obstaja v državi in kot že rečeno. Stranka Desus je bila ustanovljena zato, da se to ohrani.
Ne zato, da bo upokojencem boljše, ampak da to uporabljajo pa za to, da se dobi tistih nekaj odstotkov volilnih glasov, da vse živo. Tudi najbolj očitne manipulacije, ki se pa lepo sliši. Gospod Realcu je bilo 1000 evrov, povprečne pokojnine, dvignite roke tisti, ki ste to dočekali. Še je takrat minilo 9 let. 9 let. Pa ga nobene prije za besedo. Če veš to obljubo. Vsak dan. Tako da jaz vam tega ne morem obljubiti. Tako vam povem, kaj je naša vlada počela v tistem mandatu in če pomislite nazaj, ali pogledajte odrezke, takrat se pokojnine realno usklajevale s plačami in to je možno, če je gospodarska rast, če je veliko zaposlenih in tako naprej. Leta 2007 je v Sloveniji delalo rekordno število ljudi. Poleg tega smo imeli praktično ničelno praktično brezposelnost, vedno je nek odstotek. Smo takrat izdali tudi blizu 100.000 delovnih dovoljenj za ljudi, ki so prišli delati k nam. In so tukaj plačevali prispevke. To je bilo možno. Pokojnine dvigati. Zdaj pa obratno trend. Zdaj, ko naši ljudje traja delati v Avstrijo, tam plačujejo prispevke. Vlada se pohvali z nizko brezposelnostjo. Če vsi, ki delajo danes v Avstriji, prišli nazaj, imeli katastrofalne številke glede brezposelnosti. Doma je treba ustvariti nova delovna mesta, kjer se dobro zasluži in se lahko tudi pokojnine povečujejo. Ste veliko meni ustvarjanje, pomoče bi se malo preselila še na lokalno politiko, naslednje leto nas čakajo tudi lokalne volitve, ampak mogoče se ne fokusiramo toliko na to, ampak bolj na dejstvo, da sam prihajam iz Trzina, iz ene najmanjših občin, tudi Mengeš, ni prav enak. Dejstvo pa, da so uspešne občine. Je pa trend, oziroma je seveda kar nekaj občin, ki ima pri poslovanju oziroma funkcioniranju težave, ne. Je pa dejstvo, da je lokalna samouprava oziroma občine so en od gonilnih sil, bom rekel, investicij, razvoja, evropska sredstva so uspešno črpane in tako naprej. Zakaj se po vašem mnenju po drugi strani skušamo omogočiti, recimo, če govorimo o povprečninah, ki se znižujejo in tako naprej, kaj je cilj tega po vašem, v zvezi s trenutno vlado oziroma s trenutno vladočo strukturo? Glede Trzine, z dolg časa nisem razumel, kako ste lahko uspešna občina v tem, da bi v to ne prešal župan. Ampak to ni odvisno samo od župana. Tisto, kar dela občina uspešno, so ljudje, gospodarstvo, ki je tam tudi lokacija. Ni vseeno, kje si. Če si zraven Ljubljane nekaj drugega, kot če si na Goričkem. Ampak kakorkoli, lokalne volitve so pomembne. Naslednje leto skoraj enako pomembne kot državnozborske. Zdaj na državnozborskih volitvah ljudje, če se zavedajo moči svojega glasu, določa nek okvir, kjer bodo lahko svobodno živeli, imeli pravno varnost, enak tretma države do njih in ostalo. Dočim na lokalnih volitvah odločamo neposredno o vsakdanji kvaliteti življenja. Kako bo urejeno okolje, kjer živimo, kako komunala, pločniki, javna razsvetljava in vse ostalo. Zelo pomembno, 50% mogoče vpliva na to, kako živimo. Zdaj, Slovenija še posebej, ker mi imamo samo državo in občine, mi imamo pokrajine. Slovenija je centralizirana država. Tukaj ste blizu centra, zato mogoče to ni taka tema, ampak
za normalen razvoj katerekoli države taka stopnja centralizacije, kot je pri nas, ni koristna, je škodljivo. Je škodljivo. Zato Slovenija rabi pokrajine, čeprav večina ljudi misli, da to samo še neka dodatna birokracija, več stroškov in tako dalje. Lahko tudi to, če se seveda stvari napačno lotimo, ampak v bistvu bi se prenesle državne pristojnosti na pokrajinski nivo in staro pravilo pravi, da je bližje tistemu, ki denar prispeva, se ta denar porabi, bolj racionalno je porabljen, bolj je kontroliran, bolj se vidi, manj je možno to zlorabljati. In tudi, če pogledate statistiko danes, na televiziji je doskrat kakšna občina, češ kako je zadolžena in tako naprej. Vedno se najde kak tak primer slabe prakse. V Sloveniji je 212 občin. In velikanska večina dobro funkcionira. Dobro funkcionira. Tudi take majhne, za katere so čas rekli, se ne bodo preživeli in tako naprej, so recimo v 20 letih bistveno napredovali. Tako da lokalna samouprava je neko zgodbo uspehu v tej slovenski tranziciji. Ni pa to vsem všeč, ne? Za neko politiko, ki hoče se obvladovati, je centralizacija dobrodošla. In se obvladuješ tako, da pač krepiš pristojnosti, pobereš denar in ga pol deliš nazaj in to se zdaj dogaja. V okviru tega mandata je ta trend izrazit. Mi smo v mandatu 2004-2008 to korenito popravili, dali občinam več pristojnosti, več denarja, tudi zaradi tega je gospodarska rast takrat večja. Zdaj, te vlade je pač na oblasti stranka administracije, ki hoče to čim bolj centralizirati in se skuša na vsak način zmanjšati pristojnost in sredstva za občine, to stalna bitka. Ne za vse občine, ker v lanskem letu je vlada Mira Cerarja obiskala mestno občino Ljubljana in podpisala z gospodom Jankovićem dogovor o dodatnih vlaganjih v višini 300 milijonov evrov. To je velik denar. Mi smo pričakovali, da so neki odkrili nek zlat rudnik ali pa naftni vrelec in da bodo zdaj take sporozume podpisali tudi z vsemi ostalimi mesti in regijami, pa se nič od tega ni zgodilo. Samo za Ljubljano so to naredili. Tukaj je neka posebna relacija. Zdaj so prejšnji teden so prišli gospoda Jankovića spet prositi. Pisalo je, župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković sprejel Mira Cerarja na slovensko vlado. Mogoče je bil novinar malo nagajiv, ampak ni daleč stran od resnice, to, kar je pisalo. Zato, da je seveda gospod Janković podprl drugi tir. Zdaj, da on podpira drugi tir, pa take projekte, moram že samo po sebi umevno. Če ti odpišeš 16 milijonov dolga, da boste vi plačali, boš podprl karkoli. Voda. So pač tudi primeri slabe prakse. Zdaj pa ja, jaz mislim, da en evro, ki se investira iz občinskega proračuna, ima bistveno večji neto efekt kot en evro, ki se investira iz državnega proračuna. Če bo župan naredil nekaj občini slabo investicijo, se to vidi. Ni zamegljevanje, ljudje razumejo zadevo. Če gre z državnega proračuna to nekam, pa gre za velike vsote, se to ne vidi na ta način. Če mediji ne opravijo svoje naloge in to tega osvetlijo, ko ostane to neka znovana praksa.
Več denarja bo za občine, večja bo rast, večja bo blaginja. Politika prihodne vlade mora iti v to smer. Se pravi, da ne bo treba ljudem na ulico, če želijo dokončati za vse potrebno obvoznico, tako je primer v Mengšu, pač imamo ta krak obvoznice, se najbolj vosti proti Brniku in dokler niso ljudje, rekel, se vlegali na cesto, se ni zgodilo nič. Dejansko samo še pritisk, oziroma ko so enkrat kamere, ko se enkrat o temu začne govoriti, dokler samo na vrata kar se ne zgodi nič. Podoben primer imamo v Trzinu, kjer še nimamo sploh še umeščene obvoznice, pa se ne ve niti več, kot z nami noče pogovarjati okrog tega. So pa stvari pomembne, ker se pač s tem dviga kvaliteta življenja, skrbi za zdravje občanov in tako naprej. Tako da včasih se res vprašaš, ali gre samo s silo oziroma samo z ulico, ali se res v tej državi ne da narediti nič z, z argumenti. V tej situaciji je tle neposredna korelacija. Če bomo dali 27 km proge, milijardo pa pol, se bo treba za vsako obvoznico vleči na cesto. Bo treba jesiti, ker enostavno ne bo denarja. Slovenci zberemo na leto vse, kar ustvarimo skupaj, mogoče kakšnih 37 milijard evrov. In to je to. In te milijarde, večino tega je naprej porabljenega. Državni proračun je okoli 10 milijard, občinski proračun je kar milijardo pa pol skupaj, če so. In to je to. Če daste nekam, ne morate da drugam. Je zelo pomembno, da se to pravično porazdeli in da se ta denar racionalno porabi. Sicer ga ni, ne zmanjka, zadolženi smo pa itak. Toliko, da smo nad 6% smo pač pod sankcijami, ker če neka država v Evropski uniji zadolžena na neko mejo, pomeni, da tisti, ki je bolj pridn, bolj ga čuje, ne financira posredno pri mnogih stvarih tistega, ki je bolj zadolžen. Tukaj ni več obči dela, ki je v Jugoslaviji tiskal denar, preko inflacije se to malo zakrilo, pa prelilo, pa na koncu seveda eksplodiralo. So pač pravila drugačna. In ko govorimo o zadolženosti, občine so bistveno manj zadolžene. Od polovica, več kot polovica dolga slovenskih občin ima mestna občina Ljubljana. Več kot polovica dolga. Postrekli največja občina je, ampak te občini živi okoli 12% prebivalstva. Ima pa dolga preko 50%. Od tega boste nikjer prebrali. Prej ste omenili Evropsko unijo, da se mogoče malo presemo še čez mejo. Slovenija, oziroma vsi smo ponosni ali pa nam laska ta naša majhnost, posredno kvaliteta življenja in tako naprej. Pa dejstvo je pa, da smo odvisni od našega okolja. To se enostavno opazim, v zadnji krizi, preko vsakem pomembnem gospodarskem dogodku v našem okolici to vpliva na nas. Zdaj mi se sicer trudimo biti nek player v tej zgodbi, ampak v zadnje čase, bom tako rekel, naša diplomacija, sploh gospodarstva ni ne vem koliko uspešna. Kakšen je vaš pogled recimo na Magno in podobne projekte, ki se pripravljajo, ki se kujejo zvezde, pa vprašanje, koliko so dejansko realni oziroma donosni za nas kot Slovenija. Če bi si malo šalil o tem, da rekli, da je naša diplomacija v ofenzivi. Naš predsednik vlade se je danes sestal s predsednikom vlade Bhutana v New Yorku. To je majhna himalajska državica, s katero imamo $0 blagovne menjave. Nekaj je potrovalo v tem vrhunskemu sestanku.
Drugače pa ja, mogoče dva stavka v tem okolju. Od leta 2004 smo članice Evropske unije in če Evropska unija ne bi obstajala, je pač morali izumiti. Zdaj so oblaki na nebu, imam si kaj pod vprašanjem, ampak v seštevku je Evropska unija za Slovence daleč najbolj ugodno znanje okolje, ki smo ga kadarkoli imeli ali pa uživali v vsej naši znani zgodovini. Mogoče je prej, ko ne vemo, kaj je bilo drugače, ampak o tem ne. To se ne pomeni, da to neko Božje kraljestvo, ker je vse v redu in prav in kjer stvari tečejo kar same od sebe. Evropska unija je pač zveza držav, ki se ne bojuje med sabo. Te države so se v prejšnjem stoletju dvakrat v dveh svetovnih vojnah pobijale med sabo, oziroma so se njihovi državljani. Plačen je bil ogromen, krvni davek tudi naš, tudi zaradi širšega okolja, ne samo zaradi domačih problemov ali pa grozodejstv, ki smo si jih sami ustvarili. In to, da je zdaj drugače, je to mirovni projekt, ki ga bilo treba izumiti, če ne bi obstajal. Še vedno je to zveza zdaj 27 držav, ker se ene majhne, druge velike, ker imamo majhne države pri ključnih odločitvah formalno en glas, tako kot velike. Nas je 2 milijona Nemcev, skoraj 100. Ampak po tem, ali bo recimo Srbija postala članica Evropske unije, imamo mi en glas, pa Nemci imajo tudi en glas. Se pravi, odločitev slovenskega parlamenta bi to šteje kot odločitev nemškega parlamenta. Nikjer drugje na svetu ni neke take povezave, ker bi recimo neka formalna enakopravnost bila zagotovljena tudi majhnim državam. To še ne pomeni, da smo enako vredni. Če kdo misli, da ima Slovenija enako vpliv na odločitve v Bruslju kot Nemčija, potem naj se zgodi. Zato, da tam uveljavljaš svoje interese, se moraš krepko boriti. Moraš krepko boriti in če se ne boriš, si pač pozabljen. Tako da, to je kar hudo bojišče. To je kar hudo bojišče. Naših enot pa zastav kaj dosti ne v teh zadnjih letih. Se pa slovenska vlada trudi biti zelo servilna, ponižna, kima, govori polnoma druge stvari v Bruslju kot doma. Recimo stranka Mira Cerarja, stranka Modernega centra, v Bruslju nastopa kot liberalna stranka, so člani liberalne internacionale, evropskih liberalcev. V slovenskem parlamentu nismo v 3-4 letih slišali nobenega njegova poslanca, da bi se deklariral za liberalce. Vsi so levičari, leve vrednote, solidarnost, državna regulacija, nekaj popolnoma stran od neke liberalne paradigme. No, zameno za to servilnost seveda pričakujejo odpustke. Eno od teh odpustkov je Nova Ljubljanska banka, ker je Slovenija dobila poceni denar Evropske centralne banke za izhod iz te finančne bančne krize. Se je slovenska vlada, Alenke Bratušek, takrat zavezala, da bo država privatizirala Novo Ljubljansko banko, zato da ne bo še tretjič življenje generacije potrebno reševati z vašim denarjem. Rok poteče konec decembra letošnjega leta. Ključni napori slovenske vlade so usmerjeni v to, da se to ne bi zgodilo. Banke ne bo treba privatizirati,
zdaj, odkar je znano, da so krali milijardo iranskega denarja, je bolj jasno, zakaj je to tak krčevit boj. Ne želijo izgubiti tega inštrumenta iz rok. Poleg tega je verjetno pa še veliko trupel v omari, pa se bojijo, da če bo nek strateški lastnik šel bo malo pogledal za nazaj, pa bo še kaj padlo. V Sloveniji samo po sebi to očitno ne pade, ker gledajte, to raboto je bilo, ker sem prej nadolgo in široko govorili, je bilo pletenih 200 ljudi najmanj. To se je dogajalo leta 2009 in 2010. To letošnjega leta se je več vedeli. Mi smo jeli po tistem leta 2012 v vlado, nobenih zucn, da se je kaj dogajalo. Pa so v administraciji v teh institucijah so delali isti ljudi. Vse je bilo skrito. Predstavljate si to obvladovanost. In ko je bil eno od direktorjev oziroma predsednikov uprav na Ljubljanske banke zapišen pred Donorjevo komisijo, eno vprašanje, ali lahko zagotovite, da se podobne stvari niso dogajale tudi v drugih primerih. Je rekel, ne morem zagotoviti. Spravi, še marsikaj, zato je tak strah pred tem, da prije nek lastnik pa zadeva pogleda. Tako da tukaj je, mislim, da to je pa naš skupen problem. Zdaj Slovenija je na tem zemljevidu neprepoznavna, praktično evropski tisk nas ne piše, noben se kaj posebej ne ukvarja s tem na dnevnem redu evropske institucije, Brexit, so migracije, so pač ti splošni problemi. Tako da ti vedrijeno obračijo v slovenskem zaledju, imajo tukaj relativno udobno pozicijo. Dvomim pa, da bo to ostalo tudi potem, ko bo ta iranska zadeva eksplodirala. Ker to pa zadeva vse. Največ denarja iz teh transakcij je šlo v Nemčijo. Skoro 100 milijonov evrov so nakazali iranskim agentom v Nemčiji ali pa za nabavanje materialov. Skratka, prekršeno je bilo morje zakonov. In s tem se bo marsikdo ukvarjal v prihodnje. Kar je dobro z tega vidika, da se bo to najbolj vendarle razčistilo, slabo pa z tega vidika, da to, ko v gledu Slovenije ne prispeva ravno najbolj. Se pogovarjam z ljudmi, ki jih poznam po svetu o tem, ker teh krogih se pač to ve. Zdaj pravi, zadeva neverjetna. To, da je lahko neka država, ki je članica Evropske unije, ki je članica NATO, ki je soodgovorna za vzdrževanje nekega svetovnega reda in spoštovanje sankcij in tako naprej, kot država omogočila pranje milijarde evrov za Iran, za teroriste, to je nepredstavljivo. To težko verjetno, mnogi ne verjamo.